večer, lepo pozdravljeni na dogodku, ki ga organizira knjigarna Azil v sodelovanju z založbo CF. Amelija Krajger, urednica založbe, se opravičuje, v Berlinu zadržana, ne more biti tukaj, ampak ste pa zato vi tukaj, kar je fantastično, lepo, da ste prišli, najlepša hvala. Tema današnjega večera je lastna soba in druge malenkosti za pisanje. Ob izidu te pravzaprav nove izdaje, ki je šla pri založbi založbi CF. Skratka, to je ponovna izdaja, druga izdaja, dopolnjena izdaja, popravljena izdaja, ki ima novo besedo, novo spremno besedo ene izmed današnjih govork, te hvala. Skratka, imamo dve odlični govorki danes, ki sta pravzaprav večino časa svojega pisateljskega, uredniškega, publicističnega posvečata tej temi. Teja Hvala, ki, kot rečeno, je napisala spremno besedo za to knjigo, in pa Dijana Matkovič, ki je napisala nedavno avtofikcijski roman Zakaj ne pišem. Jaz zdaj vaša ušesa polagam v njune roke. Izvolite. Še z moje strani lep pozdrav vsem. Kot je že Ciril povedal, danes bo tekel pogovor o tem znamenitem eseju Virginie Woolf, Lastna soba, ki se šteje v bistvu za začetek pravzaprav feministične literarne teorije, ni pa samo to. Oziroma tudi za začetek pravzaprav zgodovinjanja avtoric. Ne bom rekla ženske pisave, bom rekla samo avtoric, ki pišejo prozo. Tezo osnovno te knjige sem prepričana, da vse poznate, vsi poznate. Virginia Woolf v njej trdi, da ženska za literarno ustvarjanje potrebuje čas, denar in svoj prostor. Kasneje v knjigi pa našteje še marsikaj drugega, kar je potrebno za neke optimalne pogoje za ustvarjalno delo, še prej pa za svobodo duha. Za to ji gre. Med drugim tudi zdravje, ne? In za začetek sva z Dijano nekako se odločili, da bi res začeli prav s to tematiko, se pravi materialni pogoji za neko umetniško ustvarjanje, in da bi opozorili na tiste, ki jih danes ni tukaj. In to bova storili s pomočjo citata ameriške feministične pesnice, esejistke Adrienne Rich, ki je nekako 40 let za Virginijo Woolf v eseju Ko se mrtve prebudimo, je zapisala: tako kot Virginia Woolf se zavedam, da nekatere ženske niso z nami zato, ker pomivajo posodo in čuvajo otroke. To dejstvo je v glavnem nespremenjeno. To je zapisala v 70. letih 20. stoletja. In je hkrati spomnila tudi na ženske, ki jih je Virginia Woolf v celoti izpustila iz lastne sobe. To so tiste, ki pomivajo tujo posodo in skrbijo za tuje otroke, če žensk, ki so šle sinoči na ulico, da bi nasitile svoje otroke, niti ne omenjam. To je torej tisto, kar manjka v lastni sobi. Zdaj pa bo tekel pogovor predvsem o tem, kar je noter v tej knjigi. Midve sva si nekako tako zamislili, da glede na kontekst tega pogovora in teme knjige je skoraj nujno, da se tudi midve v bistvu opredeliva v razrednem smislu, ne? Od kje izhajava, zato da bo mogoče lažje pozicionirati tudi stališča, ki jih imamo. Ja, živjo, še z moje strani. Recimo, dostikrat se mi zdi, da se razne debate, tudi ki mogoče, ali pa aktivistična, sindikalna organiziranja, odpiranje problemov, ki so povezani z razredno razdeljenostjo družbe, materialnimi pogoji in tako dalje, začnejo brez tega, da bi se osebe, ki pač govorijo, opredelile, ne, s kje same izhajajo. In mi to včasih manjka, zato se mi zdi dobrodošlo in s tem tudi vpeljava v pogoje potrebne za ustvarjanje, da to storiva same, čeprav mogoče, da rečemo, avtentična pozicija izrekanja, o tem bomo šle v nadaljevanju, ni predpogoj za samo izrekanje, ne. Zdaj, če začnem svojo pozicijo, kot prvo,
Moja pozicija je danes pozicija osebe, ki ima tremo. Tudi o tem bova v nadaljevanju kaj povedala. Sicer pa pač, torej sem otrok delavskih priseljencev in sama zase rečem, da sem nekakšna napaka v sistemu. V tem smislu, da sem prišla do izobrazbe javnega glasu in možnosti ustvarjati. Lahko pa recimo, no, seveda neki socialni korektivi obstajajo, kot so brezplačne javne knjižnice, maturitetni tečaj, ki odpira možnost študija tudi tistim iz poklicnih šol, ne. Mi vemo, da otroci iz težavnih okolij ne grejo, praviloma ne grejo na gimnazije in potem študirati. Če se pa čisto recimo na neko nedavno dogajanje navežem, recimo, torej poleti sem, ne lansko, ampak še eno nazaj, sem pisala knjigo in ta čas nisem imela možnosti, nisem mogla opravljati drugih del, ki mi sicer omogočajo finančno preživetje. In kaj se je zgodilo? Zatem, ko je knjiga izšla, sem imela pač, ne vem, pol leta, ko sem bila dejansko revna, ne. Ves čas so prihajali neki odzivi, dobri odzivi na knjigo, obenem sem pa trpetala, kako bom preživela. Tako da tudi, ko prideš do recimo nekega javnega glasu, možnosti ustvarjanja, to zdaleč ne pomeni, da je za tvoje preživetje poskrbljeno, ne. Ja. Če nimaš lastne sobe in 500 funtov, bomo tudi to prevedli v današnje valute. Pa pri tebi, Taja? Na kratko, jaz prihajam iz vaškega okolja, severna Primorska, kot se mi verjetno sliši. Delavska familija, foter proizvodni delavec, mama učiteljica osnovnošolska, kar je verjetno tudi pripomoglo k temu, da je vendar neko zanimanje tudi za književnost oziroma za študij kot tak pravzaprav sploh se pojavilo pri meni. Mogoče anekdotično orišem to situacijo tako, da jaz na koncu osnovne šole sem rekla: "Jaz imam dosti šole, jaz ne bom več hodila v šolo." In pol je rekla mama: "Prav." Je rekla, pa mi je zrihtala delo počitniško za tekočim trakom v eni lokalni tovarni. In po 14 dnevih sem se premislila. In sem šla pridno v srednjo šolo in tako naprej. Tako. Ja. Je pa to ne, starši so radi ponavljali: "Uči se, da ti ne bo treba delati." Zlasti starši, delavci, a ne, da ti ne bo treba delati, ker, pri čemer so mislili fizično delati, ne. Da če pa boš živel od proizvodov svojega duha, boš pa lahko preživel, medtem je tudi to zagotovilo razpadlo, ne. Imamo na zavodu za zaposlovanje številne visoko izobražene, brezposelne ljudi. Najprej hvala za izjemno spremno besedo, z užitkom sem jo prebrala. V njej tudi pač prideš torej se premakneš od časov, v katerih je Virginia ustvarjala, do današnjih. Pa bi te zato vprašala, kdo danes lahko ustvarja, no, najbolj preprosto, okleščeno vprašanje. Ja, ne, zdaj, če gledamo, kar obstaja nekih raziskav s tega področja, kaže vse na to, da v bistvu ustvarjalni poklici ali pa delo v kulturi nasploh pravzaprav postaja privilegij srednjega razreda oziroma višjega razreda in da dejansko pač je ta procent ljudi z nekim delavskim backgroundom ali pa celo kmečkim backgroundom v teh poklicih pada. To je bilo mogoče ne čisto neposredno ali pa tudi razvidno iz Poligonove raziskave, te več meritev, ki so jih delali med korono. Pokazalo se je pa tudi, da se pravi, tam je bilo, ena od ugotovitev je bila, da ljudje, ki se danes v Sloveniji ukvarjajo, ne glede na spol, ne, z umetniškimi poklici oziroma z delom v kulturi na splošno, v bistvu ne preživijo z lastnimi dohodki in so odvisni, večina, no, je odvisna od v bistvu z neke solidarnostne pomoči, razširjenega sorodstva, prijateljev, svojih pač prijateljskih mrež in tako naprej.
Zdaj dvomim, da je to novica za kogarkoli v tem prostoru. Je pa mogoče zanimivo to, da je ta raziskava pravzaprav med drugim pokazala tudi to, kar Virginia Woolf je v eseju Lastna soba trdila pred 100 leti, da to še zmeraj velja, da v neke umetniške poklice, če že vstopamo ljudje z nekim mogoče manj privilegiranim ali pa deprivilegiranim backgroundom, potem vstopamo v bistvu v pisanje, se pravi poklice, ki so povezani s pisanjem, ne. Argument, zakaj, ki ga Virginia Woolf v teh predavanjih, ki so bila v bistvu osnova za nastanek potem eseja, ko je predavala v bistvu prvim ženskam, ki so se smele v Angliji na koledžu pisati, ženski koledž. Njen argument je bil, da zato pač, ker za pisanje ne rabiš nič drugega kot pisalo in papir, ne. In ista argumentacija v bistvu je v Poligonovi raziskavi, pač, da je to zaradi res minimalnih produkcijskih sredstev, ne, ki jih rabiš za pisanje, to še zmeraj najdostopnejši poklic, s tem, da oni razširijo to na cel spekter, od bibliotekarstva do pač publicistike. Tako, pa še nekje, ne, na področju ustvarjanja redko najdemo balerine, ne vem, pianiste iz delavskih razredov, ker seveda jim starši niso mogli ali plačati tečajev, ker to pač niso brezplačne reči, ali pa pač tudi niso gojili afinitete do umetnosti na takšen način, da bi jih k temu vabili, oziroma da bi jih v to smer izobraževali, ne. Mogoče ni odveč poudariti, da kadarkoli se vključite z vprašanjem, samo dvignite roko, ker je malo nabasen, da se lažje sporazumemo. Mogoče ena ironija, ne, s katero se soočamo pač ljudje, ki tako ali drugače v publicistiki delujemo ali pa na splošno v kulturi, ne. Zdaj govorimo o tistih, ki recimo, da so z nekega delavskega ozadja, je ta, da po nekih socioloških kriterijih, ne, se pravi, ki upoštevajo intelektualni kapital, ki ga ti z izobrazbo pridobiš in z udejstvovanjem recimo na teh področjih, v bistvu nas samo to dejstvo tega intelektualnega kapitala umešča v srednji razred, ne. Kreativni razred, srednji razred, ne. Medtem ko je jasno, da če pa ne gledaš ne samo poreklo, ampak tudi v bistvu finančno situacijo ljudi, ki so v teh poklicih, ki freelancajo, pa nikakor pač po dohodkih ne pašemo v srednji razred, ne. In je malo shizofrena situacija. In mi je bilo v bistvu zelo všeč tudi način, recimo, kako v tej svoji knjigi pišeš o tej tematiki, konkretno o tem razrednem sramu, ne, tudi, ki te spremlja skozi življenje, če tudi se, ne, kot reče, vzpneš iz nekega delavskega okolja. In recimo ti si se veliko navezovala tudi na knjigo Vrnitev v Reim, ne, od Ribona, in on tam omeni podatek, izkušnjo, da je veliko lažje recimo pisal o svoji homoseksualnosti, ne, premagal ta sram, če hočete, kot pa recimo razredni sram, ne, da se je v bistvu te tematike zelo pozno drznil lotiti. Ja, Roman Kuhar je sijajno razložil razloge, zakaj bi tako lahko bilo na dogodku, ki ga je organiziralo sociološko društvo v njegovi knjigi, in je rekel, če malo po svoje se žamem, biti reven ni seksi, a ne. Medtem ko, če si gej, še vedno lahko izkazuješ neko afiniteto do sloga kulture, znanja in tako dalje, a ne. Revščina pa nekako ni. In seveda želiš zakriti to, od koder si pobegnil, ne. Svoj izvor, ki je lahko tudi v teh krogih sramoten, a ne. Obenem je pa pač razredni diskurz seveda čisto umaknjen iz javnosti, a ne. Prej sva se tudi pogovarjali, koliko je pravzaprav ene
slovenske literature o obstrancih, o nekih ljudeh, ki živijo na robu, zelo malo pa zavesti ali pa razlage, zakaj se pač tam nahajajo, zelo malo tega zavedanja, ne. Pomislila sem mogoče, če greva na pozicijo Virginije Woolf pri njenem izrekanju oziroma predavanju. Ona že zelo zgodaj v knjigi pove, ne, da je od tete, ki je umrla, podedovala mesečno rento 500 funtov in da zato se lahko posveča nekaterim rečem, pisanju, premišljevanju, ker jim se kdo drug ne more. Lahko mogoče malo razložiš, to se mi zdi zanimivo, pa vnaprej povem, da tudi se ne strinjam s feministkami, ki so jo obsojale, češ, da ona je pa vendarle prihaja iz privilegija, kako pa bo ona razumela položaj ustvarjalk. Mogoče razložiš malo, kaj se je dogajalo, kako točno so bile te kritike formulirane in zakaj. Ja, saj še danes se mi zdi, da je ostal pač ta nek mogoče predsodek do Virginije Woolf kot do te mere privilegirane pač avtorice glede na poreklo svoje, ne, da se je velikokrat odrekalo pač legitimnost, da sploh govori o recimo srednjem razredu, kaj šele nižjih razredih, ne, kot rečejo. Ravno in argument je bil, zdaj tukaj govorim konkretno o argumentu Elaine Showalter, to je ena ameriška literarna teoretičarka in zgodovinarka, ki je v 70-ih pisala veliko in skušala tudi sama pravzaprav historizirati, ne, pisanje žensk, avtoric. Njen argument je bil pač, kako naj rečem, umeščen v določen čas, a ne, v tem smislu, da je hrepenela po nekem avtentičnem glasu in to avtentičnost si je predstavljala tako, da lahko o neki izkušnji piše samo tisti, ki jo je doživel, ne. Zdaj, recimo Virginia Woolf v tej knjigi, v tem eseju nikoli pravzaprav, mislim, piše v prvi osebi ednine, ampak nikoli ne izenači v bistvu tega pripovednega glasu z Virginijo Woolf, ne. Nekaj časa piše jaz Mary Carmichael, jaz jaz ona, a ne, zato ker hoče v bistvu to izkušnjo, ki ni samo njena, ali pa izkušnjo žensk, o katerih piše, ki šele dobivajo možnost pravzaprav izobrazbe in s tem tudi pisanja, skušajo na neki način generalizirati, a ne. In je malo ironično, zato ker v bistvu glih zahteva feminizma v 70-ih, vsaj tega anglosaškega feminizma, je bila, da avtentičen ženski ali pa feministični glas, ki bo druge ženske spodbudil k pisanju, a ne, k ustvarjanju ali pa k neki emancipaciji, more odražati to neko generalno splošno izkušnjo. Ne sme biti samo glas te, ki piše, ne. In je pa zanimivo, da recimo kljub temu, da je ravno to v bistvu naredila Virginia Woolf v tej knjigi, vseeno mislim, da je problem bil v tem, tudi recimo Mirjana Želježič, ki je, mislim, da pri nas največja strokovnjakinja za Virginijo Woolf, oziroma ena redkih, ki jo s feministične perspektive obravnava, no. Tudi pravi, da je razlog predvsem v tem, ker so si nekako predstavljale pač ta anglosaški literarni krog feministični, da ta avtentični glas more biti na realističen način predstavljen, ubeseden. Se pravi, da je ta pisava skrajno dostopna čim širšim, pač tudi množicam, ne glede na izobrazbo. Zdaj, Virginia Woolf je daleč od realizma ali pa daleč od neke enopomenskosti, nasprotno, pač v prvi vrsti je umetnica in če tudi je to esej, je predvsem literarni esej, ki namenoma, ne, iz stavka v bistvu izpodbija trditve, ne, nenehno se giblje med tezami, ki so danes pravzaprav se zdijo skoraj nezdružljive ali pa, ne.
Je pa, mislim, če kdaj je prav v današnjem času vidna ta zahteva po avtentičnosti, ki nekako diskvalificira iz javnosti osebe, ki mogoče ali nekaj, o čemer govorijo, ni del njihove izkušnje, ali pa so, ne vem, ne, pač preskočili razred. Kar se meni zdi perverzno, ne, ker takšna zahteva implicira, da če si se izkopal iz revščine, potem pač, oziroma ne smeš več govoriti o revščini, ne. Ampak ali ni tista oseba, ki je v revščini ostala, pravzaprav verjetno nima dostopa do javnosti ali pa nima časa ustvarjati, ne? Jaz mislim, da je vsaka oseba, ki se bori za našo stvar, karkoli že, da ta naša stvar je dobrodošla, da o tej temi govori, ne. In se mi zdi, da pač Virginia Woolf je bila izjemno občutljiva, nadarjena in je pač videla, kaj se okoli nje dogaja, ne. Jaz mislim, da ni nobenega dobrega razloga za ponižanje, za travmo, ne. In travma ni nikakršno zagotovilo za avtentičen ali pa za to, da bomo ustvarjali, če kaj nas v bistvu ovira pri ustvarjanju, ne. Pač travmatizirana oseba je tako, kot bi gledal, ne vem, računalnik, ki ima odprt kup enih programov, ki delajo v ozadju in ga motijo pri delovanju, ne. Ne sem travma, tako kot pač neka, recimo, anksioznost zaradi negotovosti pri ustvarjanju ali pa depresivnost zaradi stanja, ne vem, zaradi dejstva, da je tvoje delo ful slabo plačano, pomeni pa ti vse nas karkoli že, ne. Vse to so v bistvu stvari, ki onemogočajo ustvarjanje, ne pa neka avtentična izkušnja, ki bo prinesla na površje to, kar je treba. In obenem, če ne bi imeli Virginia Woolf, ki je bila privilegirana do te mere, da je lahko o teh rečeh govorila in pisala, pač ne bi imeli lastne sobe, ne. Tako da recimo te kritike, ki njenega privilegija, zaradi česar naj ne bi bila prava oseba za izrekanje o tem, se mi zdijo pač popolnoma zgrešene, no. Ja. Ja, mislim, recimo jaz v spremne besede sem se ravno zato, ker še danes res velja pač za neke vrste snobinjo, ne, ki ni imela stika z realnostjo, pravzaprav. Jaz mislim, da tudi zaradi pač sloga, ki je v njeni prozi, je hermetičen, ne. Ja. Tukaj ni, ne, to je izjemno berljiva knjiga. Tudi zato sem kar nekaj strani posvetila v bistvu mogoče manj znanim vidikom njenega življenja, to je v bistvu njenemu političnemu angažmaju, ne. Zato, ker res nekako velja za estetinjo, ki je pač se prvenstveno ukvarjala pač z nekimi estetskimi slogovnimi vprašanji. In se mi je zdelo fino poudariti pač, ne vem, dejstvo, da je poučevala zgodovino na enem delavskem koledžu, da je bila aktivna v sufražetskem gibanju oziroma podpornica dolga leta, da je bila zavzeta zadružnica, pravzaprav oba z možem sta zagovarjala zadružništvo in oba skupaj sta tudi zelo ostro nasprotovala imperializmu angleškemu, ne. Zdaj, to naštevanje bi bilo lahko še daljše. Mi je bilo pa pomembno pač to vključiti zato, ker sicer je težko razumeti, a ne, kako je lahko nekdo, ki je, ne, če preračunano v evre danes, je imela rento okrog 3 jurje evrov mesečno, ne, celo 3.500 po enih izračunih, kako je lahko nekdo, ne, te sorte, da rečem, napisal tako pronicljivo analizo pravzaprav, a ne, razrednih, mislim, materialnih pogojev za neko umetniško ustvarjanje. In tako, no, se mi je zdelo fajn to poudariti. Jaz mislim, da problem ni bil v tem, da je imela Virginia, ne, po današnjih ali pa ne vem, nekaj 40.000, kar je za nas nezamisljivo, funtov, ja, na leto, ne. Problem je v tem, da nimamo vsi ali pa vse tega, ne. Pa da lahko potem naštevamo tudi 5-hodne menije, pa ribice, pa ne vem kaj, kar jemo, ne.
Ja, mislim, zelo tisti odlomki so čudoviti v knjigi, ko pač najprej zelo podrobno predstavi njen meni tisti večer in potem hrano, ki so jo jedle študentke na tem koledžu, ne, in reče, da ob govedini in suhih slivah pač plamen vzdolž hrbtenice ne sveti, ne, po vseh teh jerebicah. Ampak vendar, ne, hkrati pa v bistvu ne more prehvaliti recimo pisateljice Afre Ben, ne, ki je že v 17. stoletju, verjetno kot ena zelo redkih žensk, se uspela preživljati s pisanjem, ne. In tudi ne, v teh predavanjih, na katerih sloni esej Lastna soba, študentkam, katerim je predavala, zelo jasno pove, to je v knjigi manj izrazito, ampak v teh predavanjih je zelo jasno pove. Jaz se zavedam svojega privilegija, ki je prišel s to rento in z intelektualnim ozadjem moje družine, ne, in se zavedam, da ste vi v totalno drugi poziciji, ampak kljub temu, ne, vas spodbujam k temu, da skušate, pač vsaj poskušate preživeti od lastnega dela, konkretno misli pač umetniško ustvarjanje. In reče, ne imeti 13 otrok, dovolj ste 2-3, ne? Ja. Medtem pa recimo avtorice, ki jih navaja, ne, sestri Brontë, Jane Austen, tudi ona sama niso imele sploh otroka, ne. Tudi sama nimam otrok in jih se ne razlogov je več, ampak če pogledam samo ta ustvarjalni del, ne, jaz se lahko za pol leta recimo odklopim od nekih odnosov in meni, ne morem se pa kot starš, a ne, kot mama. In se zdi, da je v bistvu na izbiro, ali boš ustvarjala, ali pa, oziroma da je ustvarjalkam odvzeta možnost družine in materinstva, ne. Jaz se včasih pol hecam pa rečem, nimam časa biti mama, ne, mogoče bi mi zneslo biti oče, ne. Ker seveda moški pa lahko grejo na enomesečno ustvarjalno rezidenco, ne. Potem je pač neki izjem, ki jim uspeva vse to, pri čemer ženske z navadno levjim deležem. No, ampak ti pa si mama, kako pa tebi to gre z ustvarjanjem, če se še tle... Gre. Ne, mislim, saj verjetno marsikatera od vas tudi mama, tukaj bi bilo zanimivo slišati še kako drugo stališče. Moja izkušnja je taka pač, da brez podpore in razumevanja in kar egalitarne delitve gospodinjskega in skrbstvenega dela partnerja, nekdanjega pač očeta, no, od otroka, nikakor ne bi šlo, a ne. Kar je pomenilo konkretno recimo, da če sem jaz mogla zaradi nekega projekta, ne, iti za 14 dni, ne vem, v Italijo, je pač šel on z dojenčkom zraven, ne, ker drugače ni šlo, a ne. Se pravi, v bistvu spet smo tam pri tej Poligonovi raziskavi, ne. Ne samo finančno, tudi v smislu časa, ne, čas je tisti in fokusa. Rabiš neko mrežo ljudi, naj bo zdaj to drugi starš, naj bojo to drugo sorodstvo ali prijatelji, prijateljice, pač brez tega je nemogoče v resnici. Brez te neke mreže ljudi, ki ti pomagajo vzgajati tega otroka. Ja, Virginia Woolf tudi zapiše, otrok vsaj nekje do 5. leta potrebuje, da se z njimi igraš, a ne. Danes verjetno do 18. vsaj, a ne, ob tem je treba otroke kar naprej animirati. Ja, kar si predstavljam, da je, mislim... In ne smemo pozabiti pač, ne smemo na vrtce pozabiti, ne, na te zadnje ostanke, v bistvu podružbljanja skrbstvenega dela, ne, brez vrtcev pač ne bi šlo, ne. To je dejstvo, ne. Sicer obstajajo recimo določene umetniške rezidence, tudi, kjer si recimo dobrodošla z otrokom, samo kaj ti to pomaga, če ni varstva, ne, ti ne moreš pisati, če nimaš varstva, tako da to so malo začarani krogi. Ja. Ja. Prej sem omenjala recimo, kaj
je moj očitek kritikam privilegija Virginije, a ne. Moj očitek Virginiji pa je, da je v bistvu nekako zahtevala, mogoče bom bolj šlo besedo našla, ko se mi misel razvije, da torej ženske, da jih med pisanjem ne zapopade jeza, zagranjenost in tako dalje, ne. Ona je dala primer Shakespearea, ki reče, da je bil v bistvu osvobojen ker je lahko živel svobodno življenje in od tega tudi živel in ustvarjal, a ne. Reče, to je primer uresničitve genija, ki ga ni overala jeza, zamera in tako dalje, ne. In zdaj ta zahteva biti nejezna, se mi zdi krivična od Virginije Woolf, a ne. Boš ti tudi pol razložila, od kje je izhajala zares ta njena zahteva, upam. Ampak torej zatiranje zahteva svoje ventile, ne, to je ena od prvih. Frustracija zahteva pač pot, da pride ven, to je ena stvar. Druga stvar je, da če si pripadnica skupine ali pa pač ženska, ki nima tradicionalno dostopa do javnosti, moraš proizvesti ogromno enega hrupa, zato da si sploh slišana, ne. Da sploh te zares in takrat na tej točki te potem lahko razglasijo za, ne zna uravnavati svojih čustev in s tem odpišejo, ne. In je tle, kakor da je Virginija spet v bistvu pravzaprav nekako v skladu z današnjo kulturo strpnosti, kjer se med drugim lahko vprašamo, a ni mogoče biti jezen tudi stvar privilegija, ne. Ko se razjezi privilegiran moški, je zastavonoša svobodnega govora, ne. Ko se razjezi ženska ali pa, ne vem, priseljenec, otrok priseljencev, provocira, je nestrpna, ne, in tako dalje. Tako da recimo, tle se mi zdi, da je bila krivična v tej svoji zahtevi po nekazanju čustev, ne. Razumem sicer, da se lahko, ker tudi ona daje primera, ne vem, pisateljice, ki piše o junakinji, potem pa se spomne neke zamere, ki jo goji in jo odnese od svoje junakinje in seveda to pomeni slabo literaturo, no. Jane Eyre, Hvala, ja. Kompleksna je. Ja, to je mogoče neko z današnje perspektive bereš lastno sobo. Tudi jaz sem bila v bistvu skoraj šokirana, kako neizprosna je do Charlotte Bronte, a ne, in do Jane Eyre. Ravno zato, ker pravi pač ta knjiga bi bila genialna, ne, če bi avtorica bila zmožna pač predelati te svoje zamere do sveta in njena zamera do sveta je enostavno ta, da ni imela možnosti pokukati čez planke lastne vasi, a ne. Da je bila prisiljena pač ostati v tem zaplankanem okolju. To je ta njena jeza, ne, v tej knjigi. In pač Woolf piše zelo neprizanesljivo do nje, češ, a ne, če bi bila res genialna umetnica, potem bi znala to sublimirati, predelati na ta način, da bi, ne, ta čustva bila, da ne bi sekala ven, po domače rečeno, ne, da bi tako nekako. Ja. Čeprav obenem pa da ta fiktiven primer Shakespearjeve sestre, a ne, ki se ne zmore uresničiti tako kot njen brat, čeprav ima enake tale, zato ker je ženska in konča s samomorom, a ne. Mislim, tudi tako malo gre, ni ene neke jasne linije, zaveda se argumenta pri njej, ne, v enem trenutku lahko govori eno, v drugem drugo, ne, v tretjem v eni tretji osebi. Ja. Ne, to je nasploh značilno za to knjigo, da pač res povzeme. Pardon, ja. Ja, sem se hotela samo navezati, prvič, da, ko ste govorili o neizprosnosti, ne, vse pisanje Virginije Woolf, vključno z lastno sobo, je po moje treba gledati deloma, no, vsaj skozi njene dnevnike. Če jih beremo s predpostavko, da so res avtentični, iskreni in tako naprej, ampak glede na to, kako so napisani, bi človek rekel, da so. In
skozi pisanje v dnevnikih, ne, ki je res popolnoma prvoosebno in izkušenjsko in vse, kar ima opraviti s subjektom, ki piše, ki se izreka, vidimo, da je bila neizprostna ves čas najprej do sebe. Najprej do sebe. In ravno zaradi te neizprostnosti do sebe, ravno ta neizprostnost do sebe je verjetno botrovala tudi vsem njenim psihičnim težavam, pravim, deloma ne, je bila povezana s tem. Ampak iz dnevnikov vidimo, kako neizprostna je do sebe in kaj pomeni zanjo pisanje. Z vsakim novim delom preseganje prejšnjega, same sebe, svojih zmožnosti in tako naprej. Samo to. In ne gre drugače, kot gledati odklop. Mislim, priporočam branje teh dnevnikov, jih imamo v prevodu, vsaj izbor. Ja, in pisma, ne, bi dodala. Ja. v sprinki. Ker recimo ravno na temo... Izrekanje, ki je brez posrednika, recimo, forme, ne, žanra, romana, ne vem, kakšnega koli literarnega. Jaz sicer mislim, da to, da smo neizprosni do sebe, nam ne daje legitimacijo, da smo do drugih, a ne. Mislim, da to, da smo neizprosni do sebe, nam ne daje legitimacije, da smo tudi do drugih, a ne. Ampak mislim, mimo tega ne moreš, ker je verjetno to nek kriterij, zaveden ali nezaveden. Če imaš tako visok kriterij zahtevnosti do sebe, ga najbrž, ne vem, iščeš tudi pri drugem. To se moram strinjati z vami, ja. V tem smislu se mi zdi. Ker nek perfekcionist, mislim, bo ravno tako perfekcionist do sebe in do sveta okoli sebe. Zdaj pa, ali je to napaka, ali ni, mislim, odvisno, ne, kako na to gledamo. Včasih se izkaže lahko kot velika pozitivna lastnost, včasih malo manj, ampak prav gotovo je ta zahtevnost do sebe nujna potem še do drugih, pri tistem, ki je tak. Jaz sem še vzemno skrižje sama sabo, ne, in rekla, da pravzaprav tudi sama gojim zamero do določenih avtoric ali pa tudi avtorjev, da mogoče niso nekih reči predelali druge. Ampak najbrž sem tudi jaz krivična, ne. Recimo Virginia Woolf dostikrat pravi, da pač pisateljice gledajo čez ramena svojih mater, ne. In se potem recimo tle spomnim Svetlane Makarovič in prepoznanja nečesa svojega v 5. razredu osnovne šole, ko sem videla pač njene misli o vzgoji otrok, o svetu, njene prve pesmi, in me je prešilo, obstaja nek svet literature, kjer lahko kot ženska nastopam na takšen način in sem to, in sem takrat zelo kot en zgled, kaj mogoče lahko nekoč postanemo, ne. In sem skozi vsa leta imela nek intimen odnos z njo, potem pa v enem trenutku, mislim, da med študijem, sem začela prepoznavati kako se je neka njena zlomljenost v bistvu ustvarila oklep in vstopanje v javnost samo na način na pol senzacionalističnega, skričati v javnost. Konfrontacija. Totalno populistično, ne. In recimo, da ni, ker so se ji grozne reči zgodile, ona je bila svoj čas kulturniška elita, Strnišo takrat igralka, zvezda, in so jo napadali, požrli so jo in se je umaknila v samoto, ne. In hočem reči, v tej zdaj v svoji odrasli dobi mi je zmanjkalo, da ni presegla mogoče neke zamere, ranjenosti, obračunavanja. Tako da po drugi strani spet pa pritrjujem Virginiji, ampak verjetno sem tudi jaz do Svetlane neprizanesljiva, no. Mislim, moje presenečenje je bilo bolj mišljeno v tem smislu, da se mi je zdelo mogoče malo kontradiktorno, mislim, marsikaj v tej knjigi je kontradiktorno, ampak recimo po eni strani je napisala genealogijo, prvo genealogijo pisateljic angleških, ne, ever, ne, zato, da bi imele lahko ženske, ki želijo pisati neke predhodnice, vzornice,
neko pogumljanje pravzaprav, ne, skozi to žensko linijo, ne, v književnosti. In je na mnogih straneh je čutiti, kako v bistvu si želi tudi te neke medženske solidarnosti, ne, na področju umetnosti, ne. Po drugi strani pa v bistvu, ne, s to neusmiljenostjo napade avtorico, ki je mogoče drugače pristopila kot ona, a ne. Zdaj, ko je govora o tem besu, zatajevani jezik, kot so jo očitale mnoge, tudi feministke, skozi čas, da je to res pač velik manko te knjige, a ne, je ona v bistvu odgovorila, a ne, že v svojem času. Zdaj, mogoče je treba tudi to povedati, da ne, Virginia Woolf, čeprav je bila v bistvu že za časa življenja, skupaj z drugimi Bloomsburyjevci, ne, ona je bila v bistvu literarna umetniška elita takrat, a ne, mislim, ta krog je v bistvu obvladoval umetniške, neke literarne revije, časopise, založništvo, ne, to so bili pozicionirani ljudje, a ne, katerih mnenje je prekleto štelo, ampak ona je bila ženska, ne, bila je ena redkih žensk v tem krogu in je bila v bistvu tudi strani sodobnikov smatrana dostikrat kot drugorazredna pisateljica, ne, in so jo zelo napadali, tudi zaradi njenih političnih stališč, čeprav o politiki v nekem ožjem smislu ni nikoli pisala, ne. Tako da recimo Tudi ona ni imela privilegija se razjeziti, ker bi jo odpravili toliko hitreje. no, saj to hočem reči, a ne, da še danes je v bistvu izražanje jeza, besa ali pa kakršnihkoli negativnih čustev pri ženskah ni najbolj družbeno sprejemljivo. Zdaj predstavljajte si 100 let nazaj, kako je bilo, a ne. In recimo v enem pismu eni skladateljici, ki se zdaj imena ne bom spomnila, se opravičujem, je prav naslovila to vprašanje v lastni sobi, a ne. Ker jo je ta prijateljica vprašala, zakaj je na ta način pisala, zakaj ni bolj udarna, recimo kot je v Treh Gvinejah, pol je veliko bolj, ne, neposredna. In je rekla, da zato, ker ve, da bralstvo, in to je po večini moško bralstvo, samo preži in čaka na priložnost, da jo bojo diskreditirali. In zdaj, kako se žensko najlažje diskreditira? Tako da je čustvena, se pravi, čustvo je enako, da si histeričen, ne. By the way, to še danes, pač jaz sem v veliko posrednih šolah tudi hodila in predavala o feminizmu, marsikateri fant, predvsem fantje, no, najstniki danes tudi mislijo, da v bistvu racio in emocija, to je zid vmes, a ne, in da nikakor ni združljivo, da če si ti v bistvu prepustiš ali pa dovoliš čustvenost, si v bistvu iracionalen, ne, si histerik, ne. Tako da to je še danes, ne, ta predsodek. Tako da Virginia Woolf v tistem pismu pravi, namenoma, ne, se odrekam pač tej neposrednosti v smislu čustvenosti in tudi v smislu prvoosebnosti ali pa izpovednosti, ne da bi ona zdaj skozi lastne izkušnje gradila to zgodbo, ker pač nočem, da me na podlagi tega diskreditirajo že v štartu. Hočem, da ima ta knjiga priložnost za to, da je brana. Zdaj, drugi argument proti jezu, besi, besu, je pa bil, da bolj vezan pač na samo literarno ustvarjanje, ne. Kaj pomeni pač spustiti te zamere, ne, do določenih ljudi ali situacij ali razmer neposredno v neko umetniško besedilo. Pač po njenem tako besedilo ni funkcioniralo, ne. Treba je bilo se distancirati od tega čustva, zato da si ga lahko opisala na način, ki je recimo preživel test časa, ne. Ja, razmišljam zdaj, Oscar Wilde ima ta slaven esej Človeška duša pod socializmom, a ne. In govori o vseh talentih, ki so bili v bistvu uničeni ali pa neizpolnjeni v neki frikciji, ne. Reče, Byron je v bistvu se toliko ukvarjal z idiotskostjo sveta, ki ga je obkrožil, da se ni mogel uresničiti v celoti, a ne. Ne vem, pol se spomnim Faruka Šehića, ki mi je rekel v enem intervjuju, ja, pisec mora biti močnejši, ali pa pisateljica, ne, od svojega okolja, se mora dvigniti nad pa
še jih je, ki so imeli o tem kaj povedati, ampak mogoče, če se vrneva k pogojem za ustvarjanje. Eni so materialni, a ne, drugi so pač neko čisto, ali pa kako naše ozadje pa na neko počutje vpliva. Zdaj se tle dotikam problema sindroma prevarantke ali pa vsiljivke, kakorkoli že temu rečemo. Ko sem na začetku malo nakazala, ne, sem rekla, imam tremo. Ta trema ima jasne vzroke in sicer je deloma povezana s tem, da prihajam iz delavskega razreda, kjer pač knjige niso bile doma takole po policah, in seveda tudi pripadnosti ženskemu spolu, ker pač tudi kadar knjižne police so polne, je na njih premalo nekih velikank literature, še danes pravzaprav. Ja, si me spraševala, ne, pač, a se ti še pojavlja ta občutek prevarantstva, ne. Se mi pojavlja, kadar se mi zdi, da sem za pikico malo na področju, ki ni, kako ne rečem, ne, recimo to se mi zdi tema za nekoga, ki je bistveno bolj podkovan v feministični teoriji, kot si recimo ti, kot pa jaz, a ne, ki sem pač bolj predvsem pisateljica, ne, ampak potem se pojavim pa se rečem, pa kako si lahko misliš, da nisi upravičena do izrekanja o tem, ko pa imaš izkušnjo, ki ravno zato, ker nisi mogla plačevati lastne sobe v Ljubljani, si se morala preseliti nazaj v otroško sobo, a ne. Kdo drug pa, no, kako se pa pri tebi recimo še vidiš se ti še pojavlja ta občutek, da zdaj te bojo pa razkrinkali pa videli, da v resnici nimaš pojma, kaj pa ti delaš tukaj. In tako zmeri. Sam pravijo, da se ne vidi. Kako se pa kaže? Ne, to je pač točno tako, kot si opisala in kot je še marsikatera avtorica pisala o tem, a ne, se pravi avtorice, ki so v bistvu recimo, ne vem, uspele ali pa se uveljavile recimo ali v akademskem svetu ali v umetnosti. Pač ta občutek nepripadanja, ne, nepripadanja in kot si rekla, ne, ta strah, da te bojo vsak trenutek razkrinkali, ali v smislu lukenj v znanju, ali v smislu, da se ne znaš situaciji primerno obleči, ali v smislu, da ne znaš pravega kozarca zbrati za pravo vino itd. Ali pa pravilno naglasiti ime, a ne. Recimo, ja. Lahko pa bi prišlo tudi do momenta, kot bi rekli sociologi ne samoizločitve, ne, in se recimo lahko se jaz ali pa ti ne bi odzvali vabilu, ker najraje govori nekdo, ki je bolj upravičen ali pa upravičena do izrekanja, ne. Ja. Zdaj pri pisanju recimo, no, če te spremne besede, a ne, ko je urednica založbe CF me povabila, da napišem spremno, me je oblila zona. Zakaj? Zato, ker je to referenčna knjiga, ker je to avtorica, ki jo po božje častim, ker je, ne, tako če malo pretiravam. In je bilo ful težko, pač so bile blokade na ta račun, ne, in je zelo dolgo nastajala ta spremna beseda. Ampak se mi zdi, da je fajn iti, no, čez te strahove, zato ker potem prej ali slej nekako vidiš, da so prazni v resnici. Kako pa greš čez te strahove? Ja, zelo pomaga kakšna pohvalna beseda od koga, ki je recimo, ki ga, ne vem, pač imaš neko spoštovanje do njega, ne, ki je recimo na tem področju pač uveljavljen. Pri meni je recimo to kar daleč lahko na momente, ne. Mislim, lahko recimo za to zadnjo knjigo dobivam pohvale in priznanja z vseh strani in vseh sfer, od pač ljubiteljskih bralk, bralcev do akademskega sveta, vse živo. Potem pa imam dan, ko imam trenutek, kaj če sem jaz v bistvu napisala totalno naivno knjigo, samo mi noben tega ne pove, jaz sem tako, nekaj sem tle spregledala in pol moram biti nazaj po korakih pa tako, saj res, ne, v bistvu ne, če bi potem biti ona oseba pa tako, mislim, nobene v bistvu mentalne zaslombe pravzaprav ni, ne. In ne vem, če čez leti, če kdaj bi verjetno meni zdaj lahko malo se, ne, to umirilo, pa se ne, ne.
Sej bo. Ne, hočem reči, da meni je mogoče... No, po drugi strani je rekel Dostojevski, ne, da občutljiv človek nima nikakršnega razloga za samozavest, ne. Tako da... Mislim tako, ne, lahko obrnemo situacijo pa rečemo, a ni zanimivo, da recimo nobeden, ki je mogoče imel večjo srečo v življenju in je z neke bolj dobro stoječe ali pa izobraženega okolja izhaja, a ni čudno, da če se tak avtorica loti pisati recimo o nekom, ki je reven ali pa z delavskega razreda, ne, da ti ljudje pa nimajo tega imposter sindroma, ne? No, ja. No, ali pa včasih, če gledamo kakšne dobro situirane bele straight moške, kako govori, ali pa v parlamentih je zanimivo opazovati. Ne samo, da si vzamejo vso besedo z vso mer, ampak tudi kako gestikulirajo, ne? Zraven njih sedi kakšna poslanka in medtem, ko oni razlagajo, posegajo v njen osebni prostor, ne da bi kadarkoli podvomili v svojo pravico do izrekanja ali pa tega, da so pač... Ampak mogoče smo zdaj že malo zašle, ker... Se je tudi ura že okoli, tako da... Ne vem, če se, koliko je od tega, kar smo sprav... Koliko pa je ura? Je že 1 ura skoraj. Aha, a se... Ura je 7. Bi, katere še kaj povedala, ali pa kateri, ali pa kakšno vprašanje mogoče... Videla imamo sicer kar nekaj tem, ampak sva, ja, sva že dolge. Jaz bi mogoče nekaj dodal, glede na temo, ne? Ker se mi zdi zelo zanimivo, kaj je pravzaprav govora o torej neki, jasno seveda neki logiki, a ne da človek mora biti seveda eksistencialno preskrbljen, zato da bi lahko se ukvarjal z ustvarjalnostjo, da bi lahko ustvarjal na splošno, ne? Kar se meni zdi zanimivo zadnje čase, oziroma to opažam, ker pač prihajam iz področja ustvarjanja, torej predvsem iz uprizoritvene umetnosti, da se teme, na nekakšen način se teme lotevamo, torej gledališčniki, da so se stvari začele zelo polarizirati, ne. Ker bilo prej govora o tem, ali moraš imeti res osebno izkušnjo, da lahko o nečem pripoveduješ, a ne. Kaj pomeni tisto, kar je res avtentično, oziroma kdaj je neka umetnost avtentična. In se mi zdi, da je pravzaprav prišlo do nekega tudi razkoraka, kjer pravzaprav teme, ki so povezane recimo popolnoma z neko eksistenco, če lahko rečem duhovno, če lahko rečem, ki ni vezana na neka socialna, splošna družbena vprašanja. So trenutno v ozadju. Ne samo, da so v ozadju, ampak da se jih pravzaprav percipira kot nekaj malomeščanskega, ne, kot nekaj plehkega, kot nekaj, s čimer naj se človek ne bi ukvarjal. In tudi, ko se pravzaprav takšna tema odpre, je zelo marginalizirana, ne, ker so, kot rečeno, v ospredju... Da bi bila pazljiva z besedo marginalizirana. No, oziroma potisnjena na rob, ne, kot nekaj nerelevantnega za, recimo, nek današnji premislek o svetu, ne. Ja, jaz mislim, da je čas trenutno bolj naklonjen zgodbam manjšin in žensk, da smo bolj pripuščeni besedi in da se našim zgodbam, našemu ustvarjanju daje večjo veljavo. In mislim, da je beli straight moški, ki je dobro situiran, imel stoletja v bistvu prednost, ne? In če mu je zdaj malo nelagodno, nič hudega, no. Pravzaprav tukaj sem govoril, se ne tiče izključno samo vloge nekega spola, ne. Tudi pravzaprav, kodr so v vprašanju ženske, ki se na takšen način ukvarjajo o sebi, o svetu, ali pa izključno recimo samo o svojih odnosih, v končni fazi lahko samo o ljubezni, a ne. In če gre recimo za neko žensko, ki je dobro situirana, še posebej so recimo to dramatike neke stare klasike, a ne, se tudi te teme razumejo kot pravzaprav nekaj postranskega, ne, plehkega. V bistvu imamo raziskave, ki potrjujejo, da je na področju kreativnih poklicev zgolj 14% ljudi z delavskih razredov, a ne. Pravzaprav po nekih zadnjih raziskavah, ki so jih v Angliji opravljali, ta odstotek celo pada, kar pomeni, da v veliki večini to, kar vidimo na odrih, kar beremo v knjigah, filmih, so teme privilegiranih, a ne. Ki mislim, dobro delo je dobro delo, a ne.
Zdi se mi pa nič narobe, če je trenutno so stvari malo zasukane in se daje prednost. Pričemer je treba upoštevati tudi to, da mi tle pravzaprav upravljamo samo neko politično korektnost, družbeno senzibilnost se je malo razvila. Sistemsko pa še vedno nič ni narejeno, da bi te osebe z obrobja prišle v javnost. Ne? Zgolj takrat, ko so v javnosti, ko ustvarjajo, imajo mogoče zdaj bolj mikrofon kot prej, na sistemski ravni se pa nič ni spremenilo, kvečjemu se reči slabšajo. Ne? Mislim, ja, ne vem, upam, da nisem krivična. No. Bi ti kaj? Ne, če bi še kdo kaj, prosim. Ja. Bom pa prišla na odlično razstavo in mislim, da se je treba boriti za odlične predstave. Ja. Mogoče en detajl, tako samo, ki mi je bil zelo všeč pri prevodu. V slovenščino knjigo je prevedla Rapa Šuklje. Meni osebno je prevod izvrsten, res bere se kot poezija. Ritem ima, melodijo, vse, kar je treba. In je bilo tudi res minimalno treba posegati v njega, v smislu zamenjati neko zastarelo izrazje za sodobnejše in to je to. Pri uredniškem pregledu mi je bilo pa zelo všeč prevajalska intervencija Rape Šuklje, ki je zgleda presodila, da stavek, ki ga izreče Virginia Woolf, ko tematizira v bistvu žensko prijateljstvo, žensko ljubezen in tudi lezbično ljubezen. Nikoli te besede sicer ne uporabi, ampak je jasno, o čem je govora, ne. Virginia reče, she likes, ne? Ja, ne, in je en odlomek, kjer Virginia zapiše, ne vem, Olivia liked Chloe, ne. In zdaj liked pač se prevede je všeč, ne, to po slovenščino. Ampak Rapa Šuklje se je odločila, da to ni dovolj jasno in je prevedla Olivia je ljubila Chloe. To mi je bilo zelo všeč. Ja. Mogoče še to, no, zdaj smo res bile nekako pač osredotočene na ta vidik, ki je vendar bistven za knjigo, ne, se pravi ta razmislek o materialnih pogojih za ustvarjanje, za svobodo duha. Je pa tej knjigi še marsikaj drugega, ne, in meni je recimo izjemno všeč ta pravzaprav vizionarski, skoraj queerovski bi lahko rekli moment, ne, pred 100 leti napisan, kjer v bistvu zavrne to dilemo, ki se vleče skozi feminizem že tudi celo stoletje, ne, ali se pravi, ali graditi na razliki od moških oziroma moško osrediščenega sveta, ali težiti k podobnosti, ne, ki se ponavadi zlepi, ne, na pojem enakosti, ne. In je zavrnila to dilemo in je rekla v enem čudovitem odlomku, reče, zakaj bi, ne, ženske, ki imamo tako radikalno drugačno življenjsko izkušnjo zaradi, ne, okoliščin patriarhalnih, v katerih smo zrasle, zakaj bi težile ali, ne, temu, da skušamo postati moški in biti podobne, pisati isto na isti način, ne, živeti na isti način, in po drugi strani, zakaj bi, ne, težile k temu, da bomo pa zdaj lih kontra počele, ne. In praviš, dva spola nista dovolj, ne. Dva spola nista dovolj. Potem je bila zelo vizionarska, ne? No, pri tem tudi ne smemo pozabiti na njen zelo intenziven in intimen odnos z zelo premožno aristokratinjo, ki je tudi pisala, ne, s katero sta imeli intimen, verjetno erotičen odnos, ne, poleg odnosa, ki ga je imela. Ja, pa se to je znano, mislim. Ja, no, pravim, da zato je njen feminizem nekoliko drugačen, ne, verjetno, oziroma. To ne vem, ampak recimo v Treh Gvinejah je zelo jasno napisala, da
Ne, ker so jo učitelji v bistvu tudi, da zavrača feminizem kot tak, ne, da ni feministka sploh, ne. Kljub vsemu angažmaju, ne, družbenemu. In je rekla, pač jaz ne zavračam feminizma, jaz zavračam način razmišljanja, ki danes prevladuje pod tem pojmom, ne. In to je način razmišljanja, ki v bistvu si razmerja med spoli ali pa med spoloma v dvojini predstavlja kot vojno med spoloma, če hočete, ne. Je rekla pač, po moje, zdaj ne znam citirati, ampak njena trditev je, edini feminizem, ki ima smisel, je tisti, ki bo tudi nagovoril moške. Pač emancipacija žensk brez emancipacije moških ni, ne. To je en vidik, ne. Zdaj, drug vidik, pa se tiče te queerovske proliferacije spolov, če hočete, ali pa androginosti kot ideala, ki ga ona zagovarja, ne. Je pa, se mi zdi, najbolj očiten ali pa mogoče najbolj zanimiv kot bralska izkušnja, če vzporedno bereš Lastno sobo in Orlanda, ne, ki sta tudi nastajala sočasno, ne. Se zelo lepo dopolnjujeta, no. To je mogoče res čez za konec idealen scenarij tvoj, da lahko ustvarjaš, kaj potrebuješ? Mir. Ne, jaz sem že obupala nad tem, da bo kdaj ta idealna situacija obstajala, da bom jaz pač imela neomejeno količino časa, denarja in prostora za to, za nek fokus, tako da se mi zdi, da ne, bi rekla, bolj se držim pač mogoče tega mota, pač probi narediti, kar se da v razmerah, v katerih sem, ne. Ker to odlaganje na poznejši čas, ko bo otrok zrasel, ko bo to, ko bo ono, pač nima Ja, jaz smisla. sem si, pred pisanjem te knjige sem si kar naprej v ospredje postavljala vprašanje, kaj potrebuješ za to, da pišeš. In sem začela pač podrajati vse v življenju, tako pač nek fokus kot odnose, čas, pač temu, da sem lahko pisala. Edino nisem razmišljala nič, kaj bo za tem, ko napišem, to sem sama mogoče pri naslednji knjigi. Drugače pa v bistvu je, tako kot Virginia Woolf, mislim, lastno sobo, mojo lastno, ali pa stanovanje, ki ga ni najemnina, zavedno, pa ne bi se branila teh 500 funtov oziroma 3500 na mesec in teh je rebic pa to, tako da je. Super. Ja. Mislim, da bi še vseeno pisala o problemih, o katerih pišem zdaj, no. In potem bi bila avtentična pozimi v kakšnih toplih krajih. Kaj pol rečemo, je rebice za vse? Tako. Hvala za pozornost in hvala.